А з такий зараз кужа Ej, Nikolovski! Nikolovski! Pega tja! Ej! Ja, mi smo čisto zadnji. Aha, ne, gospod Župnik je še za nami se razvija, ne? Ali se pušče ne znamo? Se, nekaj niste še čisto spili. Ja, bomo kar zvonili dele. A sem že predstavil? Da vam zdaj sliko vaš, ko ste dali To je pa poveljnik društva. Aha, ja, vodic. Ja, vodi. A ja, ne rečemo. Ne. Ja, Matija. Ja, ja. Lepo.
Mengeška godba. Za kva svoj balerina, za tebe, ne? Če tega ne bi bilo, Portugalski si ti snemo več. 67. Aha. Še 2 leti pa bo 120-letnica gasilskega društva Trzan.
Navodili, lepo prosim, če še stopite naprej, je še v sredini cerkve dovolj prostora. Zadaj zunaj na vogalu cerkve imate tudi vodo in WC oziroma toaleta v župnišču, če bi kdo kaj potreboval. Preozvišeni gospod nadškof Stanislav Zore, gospod župan Peter Ložar, gospod predsednik Gasilske zveze Domžale Matjaž Korošac, gospod predsednik društva PGD Trzin Borut Kump, gospod poveljnik društva Matic Pirc, vsi drugi predsedniki in predstavniki gasilskih društev, še posebej tudi Homškega društva, gasilke in gasilci, praporščaki, Homški farani na čelu z župnikom Tadejem, Mengeška godba in vsi drugi častilci svetega Florjana. Vsem skupaj prav en lep pozdrav tukaj v naši sredi, po oltarju svetega Florjana. Zbrali smo se, da skupaj počastimo našega zavetnika, se mu priporočimo v zaupanju, da nas bo z Božjo pomočjo varoval ognja in vode. Gospod nadškof, hvala tudi za vašo navzočnost pri našem skupnem praznovanju zlatega jubileja. Župnija je kot ena družina in veseli smo vaše vedre in spodbudne besede. Verjamem, da se boste med nami tudi vi počutili doma kot v eni skupni družini. Hvala za vašo besedo, blagoslov in sveto mašo. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in prosimo za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam častje sestre, usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu na višavah. Vsemogočni Bog, z velikovnim praznujemo te dnive veselja v čast stalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha. Berilo iz apostolskih del. Ko je Peter hotel stopiti, mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena. Peter mu je velel stati z besedami: Vstani, tudi jaz sem samo človek. Tedaj je Peter spregovoril: Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz Obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane. Slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: Ti ljudje so prejeli Svetega Duha, tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo? In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. To je Božja beseda. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kakor je Oče mene ljubil, se tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi gospod župnik Boštjan, sosednji župnik praktično, tedaj naš Boštjan, draga ministranska skupina, dragi pevci, godbeniki, pritrgovalci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, danes pozdravljeni tudi gospod župan, predsedniki in poveljniki vseh različnih stopanj, ki ste tukaj navzoči, drage gasilke in gasilci, seveda posebej pozdravljeni mladi gasilci, pa narodne noše
ki ste zares vedno nekakšen šopek vsakega praznovanja, dragi bratje in sestre. Res je prazničen dan. Prazničen dan, ker, kakor je rekel gospod župnik, danes oziroma v tem letu obhajamo 50 let od ustanovitve župnije v Trzinu, obenem je Florjanova nedelja in včeraj je praznoval zavetnik te cerkve in te župnije in tudi vas, dragi gasilci, sveti Florjan. In obenem je dan prazničen zaradi tega, ker smo mi praznični, ker je praznik v nas. In zato čestitam vsem Trzincem za 50 let vaše župnije, čestitam gasilkam in gasilcem ob godovanju vašega zavetnika svetega Florjana in čestitam vsem, ki živite, kakor smo slišali Evangelijo. Kar pomeni, da delate tisto, kar je prav. Čestitam vsem, ki v dejanjih izpolnjujete Božjo voljo. Kaj je pravzaprav župnija? Kje bi spoznali pravo podobo župnije? Lahko bi se tega lotili na različne načine. Lahko bi prebirali zgodovinske podatke, drugega za drugim, kako je nastajala ta župnija, kako je bila ustanovljena, kako se je razvijala skozi teh 50 let, ampak ne bi še srečali prave podobe župnije. Lahko bi ušli v župnijsko pisarno in v župnijski arhiv in pregledovali matične knjige, podatke o krstih, podatke o porokah, podatke o pogrebih, skratka o rojevanju in umiranju in odpiranju življenju v tej župniji, pa tudi to še ne bi bila prava podoba župnije. Lahko bi jo prehodili. Mislim, da to ni tako velika župnija, da človek v pravzaprav razmeroma kratkem času ne bi mogel prehoditi vseh njenih ulic in cest. Pa še vedno ne bi srečali prave župnije. Vse, dragi moji ljudje, da srečaš pravo župnijo, se je treba podati na pot v srca tistih, ki živijo v tej župniji, v srca njenih faranov. Tam živi ta župnija. Tam se ta župnija razcveta ali pa peša, vene, umira. In zato ne vsak pogleda v svoje srce in mu bo razmeroma hitro jasno, kakšna je trzinska župnija. Kajti takšna je, kakršen si ti v svojem srcu. In po drugi strani nam je vedno v tolažbo to, kar molimo pred svetim obhajilom, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Zato tudi, ko srečamo trzinsko župnijo v srcih vas, dragi farani, lahko molimo z Gospodom, ne glej, prosimo Gospoda, ne glej na naše slabosti, pomanjkljivosti, grehe, ampak glej na vero cerkve v tej naši župniji. In naj bo ta 50-letnica spodbuda za vsakega izmed nas, da bo župnija v meni postala bolj živa, bolj dejavna. In to na kakšen način? Slišali smo v Evangeliju, v odlomku iz Janezovega Evangelija, in sicer je to tisti del Janezovega Evangelija, ko se Jezus poslavlja od učencev. Mi se bližamo prazniku nebohoda, Jezus se v teh odlomkih poslavlja od učencev. In zato so pri bogoslužju besede oznanjeni odlomki, ki govorijo o zadnjih Jezusovih naročilih skupnosti njegovih učencev. In danes smo slišali, ljubite se med seboj. Ljubezen, koliko je danes besed o ljubezni.
strašno veliko. Preveč. Koliko je pa ljubezni? Premalo. Zakaj? Zato, ker z nekaj življenjske izkušnje vsi mi vemo, da so besede o ljubezni dostikrat cenene, celo zapeljive, zlonamerne, da v njih ni od ljubezni čisto nič. So Jezus reče, kdor me ljubi, spolnjuje moje zapovedi. Tukaj pa začenja ljubezen dobivati konkretno obliko, ne zgolj neko nejasno megleno čustvo, v katerem me žgečka okoli srca, ampak dejanja, v katerih dokazujem, da so bližnji zame pomembni. Dejanja, s katerimi dokazujem, da sem pripravljen svoj čas, svojo dobro voljo, svoje talente uporabiti za človeka in za skupnost. In ko smo se sedajle bližali cerkvi, sem opazoval neko stvar, ki se mi zdi primerna, da jo podelim z vami. Godbeniki so igrali, Skalovje grobo se razgane, imenitno. Poglejte, za kako različno glasbo lahko uporabimo iste inštrumente. Za kako različna dejanja lahko uporabimo iste talente. Gre za to, kaj hočemo s tem doseči. Slaviti Boga, služiti človeku ali morda iskati sebe in uveljavljati svojo sebičnost. In ko so bobni v tej godbi udarjali ritem, so tile mladi gasilci lovili korak, da bodo šli v korak. In se mi je zdelo tako lepo. Glejte, na koncu koncev gre v naši človeški družbi pa v zelo, zelo različnih sredinah, v zelo različnih okvirih, zato, da znamo hoditi v korak. Kar pomeni, da nobeden ne hodi s svojim korakom. Kako sem rekel, nihče ne uveljavlja samega sebe, svoje volje, svoje sebičnosti. Takrat skupnost razpada. Kadar pa stopimo skupaj, kadar pa skušamo iti v koraku, sej vedno nekaj zmoti naše korake, vedno. Ampak če skušamo hoditi v koraku, takrat se pa skupnost gradi. Kajti vsak izmed nas skuša hoditi z drugim, kako se je tolikokrat slišimo v tem sodelalnem dogajanju, hoditi skupaj. Vsak skuša hoditi z drugim in to nas zbližuje. In smo sposobni dosegati cilje, ki jih vsak sam nikoli ne bi mogel doseči. A si predstavljate, dragi gasilci, da pride do požara, da je treba na akcijo in da bi delal vsak po svoje. Ne bi gasili požara, ampak bi bili drug drugemu nevarni. Kakor je nevarna za svoje člane družba, v kateri ne hodijo skupaj. Zato tako dragoceno hoditi skupaj, ujeti korak. Potem pred nami je sveti Florjan, mož v vojaški opravi. Velika spodbuda. Narodne noše ste neke vrste, recimo uniforme. Gasilci imate drugačne uniforme. Duhovniki imamo spet drugačno razpoznavno obleko. Vojak z orožjem v oklepu in postavljen na oltar. Kakor bi skupaj sestavili nekaj, kar se razhaja, kar si nasprotuje, pa si ne. Kajti čisto v vsakem poklicu človek lahko slavi Boga.
in služi Bogu. Čisto v vsakem poklicu človek lahko dela dobro in svoje darove uporablja v blagor bližnjega in v blagor skupnosti. Ne glede na to, kakšno uniformo nosiš, s kakšnim nazivom se ponašaš, lahko služiš Bogu in ljudem. In zato je dragoceno, da danes vsak izmed nas premisli, kako bi lahko na mestu, na katerega ga je Božja previdnost postavila v tem trenutku, naredil več za to, da bi hodili skupaj, da bi lovili korak drug drugega in da bi postali močnejša, bolj povezana, bolj bratska skupnost. Naj vas vedno znova nagovarja ta sveti Florijan v oltarju svojo vojaško opravo, da je čisto vse na tem svetu lahko v službi Bogu pod določenimi pogoji. In zato, dragi bratje in sestre, da bi to v resnici zmogli, moramo morda skušati, ne vem, če bo uspelo, ampak skušati narediti tisti največji korak. Jezus je rekel, in če ste slišali, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Dati življenje za svoje prijatelje. Veste, dolgo časa se mi je zdelo, da v tem stavku Jezus ne gre do konca, da je ostal na pol poti. Jaz bi pričakoval, da bi Jezus rekel, da nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje tudi za svoje sovražnike. Za prijatelje, morda še za sovražnike, to pa ne. Ampak potem sem razmišljal in sem se spomnil, kaj se je zgodilo v Getsemaniju, ko je Juda prišel s tistimi, ki so hoteli aretirati Jezusa, ga prijeti in odvesti pred velikega duhovnika in potem naprej, in je s poljubom izdal Jezusa. In Jezus mu je rekel, ob tistem poljubu, je rekel, prijatelj, čemu si prišel? Juda izdaja, Jezus nagovarja prijatelja. Glejte, o tem je ta veličina Boga. Bog nima sovražnikov. V Božjem srcu ni nihče sovražnik, nihče tujec, nihče nezaželjen, nihče nesprejet, nobeden. Zato daje življenje za prijatelje, pa če ga daje za svojo mater Marijo, če ga daje za zvestega učenca Janeza ali pa za izdajalca Juda. Vedno ga daje za prijatelje. In skušajmo razmisliti prav ob tem Jezusovem konkretnem zgledu ljubezni, ki ni več v besedah, ampak je v zahtevnih odločitvah. Skušajmo razmisliti, kje bi jaz moral narediti korak naprej v tem dajanju življenja za prijatelje. Da bi bilo vedno več prijateljev okoli mene, ali bo vsaj, da ne bi v ljudeh prepoznaval sovražnikov. To bi bil izjemen korak v oblikovanju občestva, v graditvi župnije in občine tukaj v Trzinu. Razširiti krog svojih prijateljev na ta način, da nimamo več sovražnikov. In naj sveti Florijan in sveta Mati Božja, ki jo v tem mesecu majniku na poseben način častimo, prosita za vsakega izmed nas, da bi mogel na takšen način živeti Jezusovo zapoved ljubezni in graditi župnijo naslednjih, kolikor mu bo že dano let. Amen.
Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, v Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, ki se vtelestil po Svetem Duhu iz Marine Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Tretji dan je od mrtvih vstal, v pisma, in je šel v nebes, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki je oživljen, ki ga je zdaj Svetega Sina, ki ga od Svetega Sina molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava en krst odpuščanja grehov in pričakuje stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Bratje in sestre, Sveti Florijan je svojo mučeniško smrtjo potrdil zvestobo Evangeliju. Prosimo dobrega Boga. Dobri Bog, prosimo te za občestvo naše cerkve, da bi bili med seboj povezani. Dobri Bog, prosimo te za zdravje naših gasilcev in gasilk. Dobri Bog, prosimo te za vse bolnike in trpeče, spremljaj jih in jim dajaj moč. Dobri Bog, prosimo te za vse osamljene, ostarele in zapuščene. Dobri Bog, prosimo te za vse mlade in njihove družine, pomagaj jim v stiskah in težavah. Dobri Bog, prosimo te za vse pokojne gasilce in gasilke. Bog naš rešitelj, naj po zdilu Svetega Florijana rastemo v ljubezni in zvestobi do tebe. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
blagoslovi, sprejmi tudi naše prošnje, prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom Tvoje neizmirne ljubezni, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vidno slavimo. Slovisnije pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Po njem se otroci luči prerajajo za večno življenje in se vernim odpirajo vrata nebeškega kraljestva. Njegova smrt nas je rešila našega smrti, njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja. Zato se velikonočne veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi pojemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvoja
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni o ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z enim ženom, tim Jožefom, z apostoli, tim Florianom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vekov. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje, smo slišali. Na nek način gasilci to delate vsakokrat, ko greste na akcijo. Ne sprašujete, a je ta moj prijatelj, a mi je morda nasproten, ampak greste, ker nekdo potrebuje pomoč. To pomeni, da dajate življenje za prijatelje. Kako to zmoremo? Jezus nas uči. Jezus je življenje preživel praktično v molitvi, v stalni tesni povezanosti z Očetom. In zjutraj je molil, zvečer je molil, vso noč je molil in delal dobro, vzdravljal bolnike, izganjal hude duhove, nasrčeval lačne. Zato je nad vse pomembno, da se tudi mi navadimo moliti, ne v tistem pomenu navade, ko gre stvar mimo mene, ampak da molitev postane nekaj, brez česar ne morem živeti. Nekaj, kar mi je nujno potrebno, sicer je dan prazen. Zmolimo k Očetu, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In uresničujemo to. Dajmo začeti ljudem podarjati mir. Vsem ljudem podarjati mir in potem bo vedno več prijateljev okoli nas. In bomo lahko svoje življenje razdajali za prijatelje. In vedno začnimo doma, ob sebi, ob najbližjih. Podarimo se mir.
Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem veden, da prideš meni, ampak recite besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Sveto obhajilo boste lahko prejeli tukaj spredaj, kar v 2 kolonah in na sredini cerkve. Prosim, da stopite k najbližjemu obhajalcu.
Bog naš Oče, po Kristusovem stajenju nas prenavlja za večno življenje. Pomnožil nas sadove velikonočnega zakramenta, da se ti bomo bližali v moči kruha življenja, ki smo ga prijeli po Kristusu našem Gospodu. Kratka oznanila, se lahko kar usedemo za minuto. Jutri goduje Dominik Savijo, dijak in zavetnik ministrantov, v torek Gizela Opatinja, v sredo obhajamo obletnico posvetitve naše ljubljanske stolnice, v četrtek praznik Gospodovega nebohoda, v petek Janez Savilski duhovnik, v soboto Pankracij mučenec, prihodnja nedelja bo 7. velikonočna nedelja. Jutri bo maša za pokojne Kočarjeve, v torek za pokojne Kranjčeve, v sredo za Ivana Novaka in Jožeta Valenčaka, v četrtek za Zorko Umek, v petek za Mileno Jemec, v soboto za Simono Gorjub, prihodnjo nedeljo za žive in pokojne župljane. Vse prve 3 dni v tednu, ponedeljek, torek in sredo, obhajamo prošnje dneve. Če bo lepo vreme, se pred svetomašo zberemo na župninskem dvorišču, z molitvijo litanij in svetomašo prosimo za blagoslov pol, travnikov, gozdov in tudi vsega našega dela. Četrtek prazniku nebohoda, sveta maša bo zvečer, dušica pa za župnijo. V petek zvečer bo češčenje Najsvetejšega, pol ure pred svetomašo in priložnost za svetospoved. Še romanje, torej prijave za naše romanje so zaključene. Romanje po poteh blaženega Lojzeta Grozeta bo v soboto 18. maja, odhod izpred cerkve, tukaj v Trzinu pa ob 9. uri. Več podrobnosti pa boste romarji prejeli na posebnem listu prihodnjo nedeljo. Sedaj pa povabim k besedi še gospoda predsednika Boruta, ki mi je prosil. Najlepša hvala vsem gostom, gospodu Nadškofom, gospodu obema župnikoma, gospodu županu, predsedniku Gasilske zveze, vsem gasilcem. Jaz bom bolj kratek jedrnat, kot je gospod Nadškof rekel, moramo hoditi skupaj. Jaz sem vesel, da z našo župnijo že več kot 30 let hodimo skupaj, da praznujemo naš praznik, največji praznik v naši občini in upam, da bomo še naprej hodili skupaj. V zahvalo, skromno darilo, jaz sem, da gospoda župnika že malo dalj poznam, kakor po uradni dolžnosti, da se rad druži z ljudmi, da rad koga kdaj pogosti, tako da skromno darilo za vso župnijo in še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje. Sedaj bomo Bogu v zahvalo zapeli tudi zahvalno pesem, prejeli blagoslov z relikvijami svetega Florjana v koncu, potem pa bo ofor okrog glavnega oltarja svetega Florjana za našo župnijo. Torej z tega mesta že vsem naprej Bog povrni za vaše darove. Ob izhodu iz zakristije pa se boste lahko malenkostno postregli, da bomo zdržali do novega gasilskega doma. Potem pa seveda vsi lepo povabljeni, da skupaj praznujemo na veselici in seveda tudi podpremo naše gasilce. Preuzvišeni gospod Nadškof, metropolit Stanislav Zore, po milosti Božji in buli papeža Frančiška, Nadškof cerkve v Ljubljani, bo v imenu svetega očeta Frančiška podelil blagoslov z relikvijami svetega Florjana, s popolnim odpustkom vsem tukaj navzočim, ki so resnično skesani, so opravili sveto spoved in prejeli sveto obhajilo. Prosite Boga za svetega očeta, našega papeža Frančiška, za našega nadškofa Stanislava in za sveto mater cerkev, ter si prizadevajte, da boste v popolnem občestvu z njo živeli sveto življenje. Molimo po namenu svetega očeta Frančiška. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Zdaj bomo Bogu za hvalo zapeli zahvalno pesem za vse prijete dobrote. Preden se zahvalimo Bogu, mi dovolite, da se zahvalim še vam, dragi gasilci. Ne vem, koliko vam je prišla v zavest, v globino kratica PGD, prostovoljno gasilsko društvo. Prostovoljno. Kar pomeni, da podarjate, da razdajate svoj čas, svoje talente, včasih tudi svojo varnost, zato, da bi pomagali drugim. In zato ne dobivate plačila, dostikrat niti prave hvaležnosti ne, in verjamem, da ste kdaj pa kdaj deležni tudi neprijaznega sprejema ali pa neprijaznih besed. Zato bi se vam res rad zahvalil za vse dobro, ki ga storite. In kot sem rekel prej, ko dobite klic, ne začnete delati analize, kakšen je ta človek, koliko je prispeval vašemu društvu, kako spoštuje gasilce, ampak zgolj ta človek potrebuje pomoč in zato mu pomagate. In zato hvala vam za to. In ko se bomo potem priklonili pred Bogom za blagoslov, bi posebej prosil, naj sveti Florian prosi za blagoslov za vas, najprej za vaše vaje, da boste dobro usposobljeni, kajti dobro usposobljeni ljudje so bolj varni, tudi v nevarnih okoliščinah. In da boste vedno pod varstvom Božje roke, da boste nepoškodovani in živi, vedno prišli domov k svojim. In zato sedaj recimo Bogu hvala za vse, kar smo bili deležni iz njegove dobrote, da bomo potem prosili za blagoslov. Tebe, Boga, hvalimo. Amen.
koristni višavi. Gospodu sliši mojo molitev. Gospod z vami. Molimo. O Bog, tvoja milosrčnost je neizmerna in dobrotljivost je zaklad neskončen. Tvojemu premilostnemu veličastvu se zahvalimo za podeljene darove in tvoje usmiljenje vidno prosimo. Ne zapusti njih, katerim na njih prošnje podeljuješ, česar želi, marveč jih pripravi za prihodna darila. Po istem Gospodu našem Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega Duha, Bog na vse veke vekov. Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesno čast svetemu mučencu Florijanu. Naj vas vidno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla. Njihov zlet naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vidno goreče služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da se boste skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam na priprošnost slavnega mučenca svetega Florijana podeli vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Tako je to. Evo, peva se preobleči. Ti že preoblečen.
Ja, mene.
Evo, dragi prijatelji, draga družba, lepo pozdravljeni tukaj v Trzinu. Nas prav veseli, da smo vreme naročili, da stvar štima. Ansambel Luka Razpotnika bo danes z vami, mi pa že kar z eno. A ne, Luka? Evo, akcija!